pravi, projekt Hydroman, to je v bistvu zdaj samo ime ekipe, ali je to v bistvu projekt, v bistvu tukaj krožek, ali kaj rečemo? V bistvu je Hydroman ime ekipe, v bistvu sodelujemo na tekmovanju H2GP, sprav Horizon Educational, sprav so Američani, ki tudi v Evropi delujejo in v bistvu organizirajo neke 6-urna endurance race, s čim v bistvu mi uporabimo njihove sisteme in na koncu mi izdelamo nek celoten avto, dejansko teorijo spravimo v neko prakso. Na strani anode se vodik razcepi na dva dela, na svoj proton pa elektron in preko membrane, ki omogoča prepuščanje le zelo majhnih protonskih delcev, protonov od vodika, potujejo na stran katode. Elektroni pa ločeno potujejo po prevodniku do katode. Na strani katode se združijo potem vodikovi kationi, elektroni skupaj s kisikom in ven izstopa H2O. Vmes nam je pa nastal tok električni zaradi potovanja elektronov. Tega pa lahko potem izkoriščamo za poganjanje raznih elektronskih sklopov. Vodo moramo izločati, ima v bistvu avto sistem za prepihovanje, ventil, ki se na vsake toliko časa odpre in na tlak vodika izpihne vodno paro, ki se je nabrala v celici. Če je preveč te vodne pare, je onemogočen dostop vodika na anodo, pač manjša reaktivna površina je in efektivnost celice upade. Kako pa spustimo noter kisik? Kisik pa črpamo iz okolja, torej mi imamo sistem, da z ventilatorji se samo zrak, torej iz zraka dobimo kisik. Kako ga pa v bistvu dozirate? To je avtomatski sistem, pač reakcije potekajo toliko hitro, kakor dovajaš reaktante, torej toliko kot lahko prepihávamo z ventilatorji, toliko bolj učinkovito bo delovalo. Pri gorivnih celicah v bistvu niso prilagojene za tako delovanje, da bi mi spreminjali moč celice, torej da bi dali ali več gasa ali manj. V bistvu tako kot generator deluje pri stalnih obratih in neko stalno moč dovaja. Mi pa potem polnimo najprej kondenzatorje električne in te potem omogočajo to moduliranje moči, da imamo ali več moči ali manj. Tak kondenzator bi lahko bila tudi baterija? Ja, v bistvu, ja, pač kondenzatorji delujejo enako kot baterija, omogočajo pa hitrejše polnjenje pa praznjenje. Lahko pa imate baterijo in kondenzator? Na samem tekmovanju so dovoljeni samo kondenzatorji. Tako pač tehnično bi lahko, to so pol hibridni pogonski sklopi, da polnimo najprej baterijo, pa iz baterije elektromotor se pri pravih vodikovih avtih v bistvu je tako narejen. Zato pa sprašujem. Ja. Ne, na samem tekmovanju pri nas je pa so dovoljeni samo kondenzatorji, ki imajo manjšo kapaciteto. V bistvu samo kot nek buffer delujejo. Gremo zdaj pogledati to v prakso, točno kako to zdaj v napravah deluje. Ta membrana, o kateri je kolega prej razlagal, je v bistvu ta del tukaj. A lahko primem roke? Ja, lahko. Samo še malo krhko. Razumem, ja. Iz česa je to? Se pravi, zdaj ta svetlo-siva zadeva, ki je spodaj in zgoraj, to je gas diffusion layer, je v bistvu plast, ki poskrbi, da se vodik, pa kisik tudi z druge strani, da se lepše razporedi po sami površini te membrane. Ta črna zadeva, ki se vmes vidi, ki je malo bolj črno, to je pa dejansko ta PEM membrana, oziroma polprepustna elektronska membrana. Sprej izgleda, kaj je en tisti elektrolit v baterijah, nima pa nobene veze s tem. Podobno, no. Mislim, tudi ono služi na podoben način, no. Prepušča določene stvari čez, ne. In zdaj te lukence tlele ob strani, pa to... Ja, se pravi, zdaj, če gremo na samo zgradbo celotne celice, ena tale zadevica, ko je sestavljena, ne, zložena, ustvari en ta stek, naša gorivna celica jih ima pa več, ta naša specifična jih ima 14, se pravi 14 posameznike. Stek, pravite temu stek kombinaciji? Stek je ena tale zadeva. A ni to celica? Ne, to je en sistem membrane in katode in anode, pol pa se to zlaga eno na drugo. Ne? Se pravi, ena v bistvu taka gorivna celica je v bistvu sestavljena iz večjih membran. Tako je. Da lahko hkrati v bistvu več. Ja, iz več membran, to pa zato, ker ena ta membrana v praksi nam predstavlja 0,7 voltov napetosti. Ne, zdaj, če mi napetost zaporedno vežemo eno na drugo celico, se pravi,
katodo od spodnje damo, oziroma na katodo od spodnje damo anodo od naslednje in tako ponavljamo. Se ta 0,7 volta se nam množi in dobimo ven, recimo v tej dobimo 12 voltov. 12 voltov, se pravi, če hočemo v bistvu za avtomobil pa avtobus te zadeve. Treba malo več. Ampak potem sestavljate te steke ali Ja, pač take večje? posamezne se sestavlja. Res je, lahko se naredi take manjše, pa pol te manjše, ki so že po 12 voltov, se pol še veže zaporedno ali pa usporedno. Pa se Odvisno pol pač, naprej. kaj hočeš, ne? Podobno kot sistemi z več baterijami. In zdaj tukaj vidimo, so take luknjice, ki grejo skozi in skozi. Skozi te luknjice te ventilatorji porivajo nad zrak. In iz tle celica dobi, se pravi, Kisik. na naši kartonni znani kisik. Vodik pa pride po teh luknjicah, ki ste jih prej izpostavili. Se pravi, po teh luknjicah, ki so na levi in desni strani, ker namreč celica ima tukaj zgoraj, ima zajem vodika pa kisika. Mogoče se na to lepše vidi, ker ni toliko razstavljena. Po teh cevkah zdaj načeloma potuje vodik, v eni Tukaj gre pride pa ven. not, v drugi pride ven. Ven pride ravno zato, ker moramo razpihovati, pa tudi zamenjati vodik, ker se vodik, Umaže? bi se reklo, ne, se osiromaši. Koncentracija še neporabljenega vodika je manjša in ko se not, Kaj pa pomeni, recimo, osiromašen, da v bistvu mu zmanjka kaj česa? da ima manj atomov, ki se lahko še razcepijo. Se pravi, kako pa vi zdaj nadzirate oziroma kontrolirate, koliko elektrike tukaj dobimo? Ja, se pravi, ta zadeva na splošno je neka korelacija med napetostjo pa tokom same celice, kar je bilo najboljše, če narišem en enostaven grafik. Se pravi, imamo odvisnost napetosti od toka. Zdaj, ta naša celica pri neobremenjenem stanju ima recimo 12 voltov. Pol pa, ko se da porabnika gor, pa se to spremeni, imamo tako karakteristično krivuljo, se reče. Zdaj nekako tako približno. Se pravi, čim jo obremenimo in hočemo več toka, se začnejo več reakcij se začne pojavljati, se pravi, več elektronov se proizvaja in napetost na celici hitro pade. Ampak potem, kako spet dvignete to napetost? To napetost dvignemo tako, da potem recimo celico spet nazaj razbremenimo, se pravi, odstranimo porabnik. Recimo namesto, da iz celice zahtevam recimo 10 amperov, zahtevamo iz nje 5 amperov. In se po tej krivulji premakne nazaj gor na manj amperov in pri tem tudi na višjo napetost. Zdaj, ko gremo na 0 amperov, smo na 12 voltih. Ok, ampak da se znamo to v avtomobilskem smislu predstavljati, ne, kjer v bistvu uporabimo zdaj ta kondenzator, ne. Ja. Zdaj, če hočemo mi v bistvu odpeljati ovink ali pa ven iz ovinka, da rabimo malo dodati gasa, kako zdaj to? Tu pride pol tudi naš elektronski sistem, ki smo ga v avtu izpostavili. Je pa to, da celica načeloma je primerno za njo, da deluje v neki stalni točki. Ponovadi je to tam, kjer ima največ moči. Recimo to je bilo recimo nekje tukaj približno. Zdaj ta naša, v našem primeru je bilo to nekje 7,5 do 8 voltov. Pa recimo toka, da boste imeli neko predstavo, je imela tam nekje 3 do 4 ampere. Tam nekje. Ok. In, To je neka optimalna točka, na kateri mi želimo, da ta celica deluje. Zdaj problem je, ker tukaj imamo konstanten tok ven. Zdaj, če mi rabimo manj toka, imamo nek presežek toka in mi smo to tako naredili, da ga shranjujemo v kondenzatorje. Spravi, če narišemo recimo shemico, recimo, da je to gorivna celica, da ima tle H2 vodik noter, pa tle gre pol ven, izpust. Pol iz celice gremo mi direktno v kondenzatorje, ki nam shranjujejo energijo, odvečno energijo in iz kondenzatorja nam gre pol naprej v elektromotor, ki nam poganja avto. In se pravi, ko hočemo dati več po gasu, imamo tu že nekaj zaloge v kondenzatorjih in v bistvu kondenzatorje iz njih ščrpamo to ekstra moč. Se pravi, sploh ne gre za to, da kaj jaz pritisnem po gasu, v bistvu dam večjo porabo? Ne, celica v bistvu deluje, načeloma optimalno bilo deluje cel čas na istem nivoju, se pravi na isti obratovalni točki. Je pa problem, če seveda
se recimo kondenzatorji hitreje polnijo, kot jih mi praznimo, ne, bolj je treba malo prilagajati te zadeve. Sprašujem predvsem zato, ker sem jaz se vozil, v bistvu se pravi, s Toyota Mirai, ne, sem dejansko, so mi rekli, da sem imel veliko porabo, recimo, ne, kar pomeni, da sem zelo športno vozil, ne, kaj zdaj to dejansko pomeni športno? To, da bolj ali manj cel čas ista nekako nakazuje na to, da celica deluje na neki konstantni obratovalni točki, seveda malo varira gor, dol, tudi to se malo premika. Je pa verjetno še sploh v kakšnih bolj naprednih sistemih, je verjetno tudi ta korelacija med polnjenjem pa praznjenjem malenkost boljše modelirana, pa tudi če vidijo, da je praznjenje prehitro, malo znižajo to, da dobi malo več toka. Aha, se pravi, da v bistvu vseeno potem malo nadzirajo. Ja, verjetno, no. Če prav razumem, kaj ste pa vi na samem tekmovanju v bistvu delali, kako dosežete v bistvu najbolj optimalno delovanje, se pravi, da se najdalj pripeljete? Smo imeli na samem avtu vezje, ki je obremenjevalo celico in nadziralo polnjenje kondenzatorjev, pa tudi spremljalo praznjenje kondenzatorjev. In načeloma smo celico držali v neki predhodno zmerjeni optimalni točki, kjer je imela največ moči. Ta glavna dirka je 6 ur dolga, vzdržljivostna dirka. Imamo omejitev 32 bombic za celotno trajanje dirke. Mi smo na svoji prvi dirki porabili 30 bombic, najboljše ekipe so jih 22 ali nekaj takšnega. Torej se da tudi na manj bombicah prenesti dirko. Kako boste pa to dosegli? Veliko se da narediti, torej naš prvi elektromotor, ki smo ga uporabljali, je bil precej potraten, torej bil je večji, močnejši elektromotor in je precej obremenil sistem že pri samem mirovanju. Poleg tega pa pogostost prepihavanja gorivne celice, kako pogosto se spusti odvečno vodno paro pa vodik ven iz sistema. Optimizacija tega tudi potem izkoristek izboljša. Koliko pa je dejansko sploh poraba enega tacga? Zdaj tak dejansko vi porabite? Hydrostik, recimo, ko testiramo, polni se 6 ur preko elektrolizatorja. 6 ur? 6 ur, približno 5-6 ur. Je kar zamudna zadeva. Če hočemo imeti zelen vodik, se pravi, da je popolnoma narejen iz vode, ne, z elektrolizo, je pač zamudna zadeva. 6 ur za vožnjo, pa ga potem porabimo v nekaj 20 minutah. Seveda me Ferbec smatra. Če sem imel jaz pri Toyoti Mirai porabo 1 kg vodika na 100 km, deva to zdaj v te manjše enote. Pri nas je to približno 0,1 gram na kilometr, oziroma 10 gramov na 100 km. Ker malo drugačna zadeva, ampak seveda je to veliko manjša zadeva, z manjšo celico, manjšimi tokovi, zelo drugačna zadeva. No. Ok, ampak je pa zanimivo slišati. Je pa zanimivo slišati. Ok, 10 gramov torej. Recimo to so na Češkem, Poljskem, Slovakiji recimo so v bistvu vodilni, bom rekel, v evropskem prostoru za ta dogodek. Avstralija, Japonska, to je tudi Grand Prix. Ampak bom tako rekel, v našem območju, se pravi Slovenija, smo v bistvu edini, tako da bom rekel, zaenkrat še nimamo konkurence. Tako da gremo direktno predstavljati državo na svetovno prvenstvo. Recimo lani je bilo v Chemnitzu v Nemčiji, letos gremo pa v Švico.